Lepo pozdravljeni, dragi gledalke in gledalci. Le še nekaj dni in izteklo se bo leto 2017. Obrnili bomo nov list. Mi pa se bomo v tokratnem Belokranjskem obzorniku, zadnjem v letu 2017, najprej ozrli v preteklost. Pisalo se je leto 1838, ko je Martin Mahin na posestvu Ivana Vrtina pri Kanižarici odkril premog. In do leta 1850 so stekle prve raziskave, ki so pokazale kadunjo premogovniško z približno kapaciteto 15 milijonov ton premoga. To sicer ni bil visoko kakovostni rjavi premog, pač pa lignit. Kljub temu ga je leta 1857 avstrijski industrialec Franz Ritter von Friedau je tukaj pridobil izkopne pravice in je premog uporabil za potrebe svoje železarne v Gradacu. Sprva je bilo zaposlenih le 15-20 ljudi iz okoliških vasi, ki so v 4 rovih letno izkopali le nekaj 100 ton premoga. Neke posebne vrednosti sprva ni imel, zgolj za potrebe omenjene železarne. Pozneje pa se seveda potrebe in tudi, lahko bi rekli, kapacitete bistveno zvišajo in premogovnik dobi veliko veljavo, predvsem za ogrevanje različnih javnih površin oziroma javnih stavb, za potrebe vojske, šolstva in tudi veliko je imel odjemalcev iz gospodarstva. Se pravi, to posebno v obdobju po drugi svetovni vojni. Začetek premogovnika Kanižarica pa ima velik simboličen pomen, pravi Weiss. Z njim lahko datiramo tudi nekako začetek industrijskega razvoja Bele krajine, se pravi modernega razvoja. Povojna leta so prinesla celovito obnovo premogovnika. Sledile so geološke raziskave in odkritje bistveno večjih zalog premoga, kot so domnevali do tedaj. In premogovnik je v kratkem dosegel rekordne izkope. Leta 1969 je bil 143 tisoč tonami izkopanega premoga dosežen rekord, ki ga premogovnik ni nikoli presegal. Takrat je v rudniku delalo 400 rudarjev, tudi Janko Škarjak. Delal sem 30 let, 3 meseca, 18 dni, en dan sem me preveč delovne dobe. Spomini so vsakojaki, dobri in slabi. Lahko pa rečem, da so več dobri kot slabi. Z razpadom Jugoslavije je premogovnik izgubil ključne odjemalce in trg. Postalo je jasno, da v tržnem gospodarstvu ne bo konkurenčen. In leta 1997 je bil rudnik dokončno zaprt. Pod zemljo pa je ostalo še veliko rjavega premoga. Trenutno stojimo na verjetno kar nekaj 10 milijonih tonah še, vendar glede na moderno tehnologijo in vse, kar nas spremlja v 21. stoletju, je velik dvom, ali bomo ta premog kadarkoli še izkoriščali. Škoda, da je do tega prišlo. Jaz bi še danes, ne samo ja, vidim te sosede, rudarje, ki so bili, pa jaz tudi, če bi bil mladi, da bi rudnik še delal, nazaj bi šel. Nam je na slovesnosti ob 160-letnici kanižarskega premogovnika dejal Škarjak, ki še vedno ponosno nosi rudarsko obleko. Od rudnika, ki je 140 let dajal kruh številnim družinam, pa je ostal le izvozni stolp, muzejska zbirka in umetni rov, namenjen predvsem predstavitvi rudarskega dela. Muzej prikazuje na recimo temu skromnih površinah preteklost rudnika oziroma zgodovino teh 160 let skozi ključne zgodovinske premike. Ne smemo pozabiti namreč, da je rudnik deloval tudi za časa druge svetovne vojne, da je strelivo, ki so ga partizani ukradli avgusta 1941, koristilo pri narodno-osvobodilnem boju, da je bil požgan. Izvozni stolp, ki se ponosno dviga nad industrijsko cono, pa kliče po obnovi. Stolp je definitivno potrebno sanirati, gre za enega izmed lepših primerov industrijske dediščine Bele krajine. Postavljen je bil seveda za časa kapitalne rekonstrukcije rudnika konec 50-ih, začetku 60-ih let prejšnjega stoletja. V letošnjem letu smo uspeli zagotoviti, urediti lastniško razmerje in s tem tudi je v proračunu občine za 2018 sredstva za obnovo tega stolpa. Vsekakor je pa še vedno odprta sama muzejska zbirka, ki nas spominja na rudnik, in seveda v delu najprej moramo rešiti samo lastniško razmerje z rudnikom, z
vodstvom rudnika v zapiranju, v likvidaciji in potem pa tudi seveda obnovo, kar bo tehnična dediščina in bojo naši zanamci vedeli, ne samo, da je rudnik bil, ampak vsej neka približna slika, kako je izgledal. Simbolično slovesnost ob 160-letnici rudnika so združili z otvoritvijo novo zgrajene infrastrukture v poslovni coni Triska-Nižarica, ki je zrasla na območju nekdanjega rudnika in trenutno daje zaposlitev 400 delavcem. Torej toliko, kot jih je nekdaj delalo pod zemljo. Občini Črnomelj je uspelo pridobiti evropska in državna sredstva za izgradnjo skoraj 280 tisoč evrov vredne infrastrukture v severnem delu poslovne cone. Gre pa za 576 metrov skupne infrastrukture v celoti, se pravi cesta, fekalna kanalizacija, meteorna in pa javna razsvetljava. Se pravi, gre za glavno cesto, ki ima nekaj čez 400 metrov in pa ostali kraki, priključki na to cesto. Ta pridobitev je za samo cono izrednega pomena, kajti ob tem naj bi bilo 5 novih podjetij, ki bodo skupaj zaposlila na novo delovnih mest 13,5 po sedanji projekciji. Jaz upam, da bo še kakšno delovno mesto več. Lastniki podjetij so seveda zadovoljni, pa ne le z novo pridobitvijo v coni. Pomeni predvsem boljši dostop, predvsem je pa velika prednost, da je prevzela občina obratovanje oziroma upravljanje s cono. To pomeni, da imamo nazaj javno razsvetljavo, pluženje po zimi in veliko boljše pogoje dela. Končana naložba pa pomeni šele prvi del infrastrukturne ureditve poslovne cone. Na občini že pripravljajo dokumentacijo za drugi del, ki bo poleg poslovne cone zajemal tudi povezavo do turistične Mlake in ribiške hiše ob njej. Seveda se bodo s projektom prijavili na ustrezen razpis. Upam, da bo tudi pogoji, da bodo nekoliko milejši, kaj se tiče novih delovnih mest, kajti ugotavljamo, da je zelo pomembna ohranitev obstoječih delovnih mest in seveda tudi nova delovna mesta. Upam, da bo tukaj država prisluhnila pobudam vseh županov, vseh občin, da je pomembna tudi ohranitev, ne samo nova delovna mesta, kajti če ne bo obstoječih, tudi novih ne bo možno odpreti in s tem podpreti tudi izgradnjo nove infrastrukture. Sicer pa je v poslovni coni Triska-Nižarica še prostora za nove naložbenike. Ja, je. Občina je skupaj z rudnikom v zapiranju pristopila k komasaciji določenih območij, ravno z namenom, da se dobijo večje površine za večje investitorje in to smo tudi izpeljali. Z izgradnjo infrastrukture se bodo prilagajali potrebam investitorjev, dodaja županja. Še ostajamo na področju gospodarstva, a s povsem drugačnim razlogom. V vinski kleti Metliške kmetijske zadruge, ki se lahko pohvali s prvim ledenim vinom v nekdanji Jugoslaviji in prvim rozejem v Sloveniji, so sredi prazničnega decembra slovesno na pot pospremili stari vinjak Matija De Luca, ki nosi ime po vplivnem metliškem rojaku, ki je v 16. stoletju uspešno trgoval z vinom. Več let je tlela ideja, da bi iz njihovega vina pripravili vinjak. Leta 2011, v času najgloblje gospodarske krize, pa je padla odločitev. In odločili smo se, da moramo narediti nekaj novega, nekaj prodornega, nekaj z večjo dodano vrednostjo, nekaj odličnega. In lotili so se priprave vinjaka, zelo žlahtne, posebne pijače, ki je več kot vino, pravijo strokovnjaki. V njihovih vinogradih na Vinomerju so skrbno potrgali žametno črnino, avtohtono sorto grozdja in v Centru biotehnike v Novem mestu opravili destilacijo mladega vina ter z destilatom napolnili posebne, že rabljene 225-litrske hrastove barik sočke, v katerih je zorel 5 let. Ter dobil lepo jantarno barvo z bakrenimi odtenki in pravico do naziva stari vinjak. In ta vinjak ima zdaj take lepe zrele note oreščkov, karamele, zrelega sadja, tako da lahko v tem vinjaku zdaj uživamo in čutimo njegovo polnost in veličino. Res pa je, da žganje prvih 40 let dobiva na kvaliteti, potem pa ne zgublja. Se pravi, to je ena redkih pijač, ki je lahko zelo, zelo dolgo v sodu ali steklenici in na kvaliteti samo pridobiva.
Še preden pa so napolnili prve steklenice, so vinjak poslali v London. Na International Wine and Spirits Competition, to je eno najbolj prestižnih tekmovanj, v katerem ocenjujejo vina, kakor tudi destilate. In tam je njihov vinjak prejel svojo prvo oceno, srebrno medaljo. V prvi polnitvi bo približno 800 steklenic, vendar ga imamo še v sodih, tako da deloma se še stara, nameravamo pa tudi povečevati proizvodnjo. Slovesnosti, na kateri so na pot pospremili prve steklenice starega vinjaka Matija De Luca, se je udeležilo več strokovnjakov iz sveta vinarstva. Med njimi tudi strokovnjakinja za destilate Majda Debevc, ki je poudarila, da so destilati iz vina in sadja naša kultura in naša dediščina. Da je vino umetnost, vinjak pa umetnost umetnosti, saj v njem lahko začutimo čudež in strast življenja. Na slovesnosti so podelili tudi posebno zahvalo njihovi nekdanji enologinji Ivanki Badovinac in direktorju Jožetu Cajnarju, ki sta prišla na idejo in pričela s projektom Stari vinjak. Njima je pripadla tudi čast, da uradno prva pokusita to žlahtno pijačo. To je tak en krasen občutek, ko 5 let neguješ, bdiš nad njim, ga z ljubeznijo spremljaš, potem ga pa res na enem takem lepem večeru tudi prvič poskusiš. To je izjemen trenutek in mislim, da je to nekaj enkratnega, bi rekli tudi za bodoče, da smo doživeli nekaj takega. Je vidno vznemirjena, dejala Badovinčeva. Gostje slovesnosti pa so hiteli pokusiti stari vinjak, ki so ga spoštljivo v belih rokavicah točili iz sočka. To je vinjak za posebne dogodke, treba čas s prijatelji in uživati. Vinjak se ne pije, se resnično srka in uživa ob dobri družbi, je pijača miru, pijača ljubezni in pa prestiža. Torej treba, bi rekli, umno tudi uživati. Ponuditi pa ga je treba v ustreznih, toplih kozarcih. To je pomembno zaradi tega, ker se v nekoliko višji temperaturi začnejo sproščati iz samega destilata aromatične komponente, katero lahko zavohamo in tudi okusimo. Stari vinjak pa je primeren tudi za različne koktajle, dodaja Saje, prepričan, da bo našel svoje mesto na trgu, doma in v tujini, tako kot francoski konjak in italijanska grapa. Mislim, da imamo dobro zgodbo, kvaliteta je potrjena, kot sem dejal v Londonu na tem prestižnem ocenjevanju. Imamo tudi lastno distribucijo, ki smo jo, bom rekel, skozi vsa ta leta gradili, tako da jaz verjamem, da imamo vse atribute, da smo pri tem lahko uspešni. Seveda pa bodo vina ostala paradni konj njihove vinske kleti. Mi nekako planiramo doseči tiste začrtane cilje. Mislim, da je pa v panogi, se pravi vinarski panogi v Sloveniji veliko stvari narobe, ključni problem je pa prenizka cena vina na trgu. Zato iščejo kupce tudi na velikih tujih trgih, kot je Kitajska. Mi smo prve pošiljke na Kitajsko že poslali, seveda pa verjamemo, da bomo v prihodnje, da bo kitajski trg za nas kot izvozni trg zelo pomemben. Kateri trg pa bo najbolj pomemben za njihov stari vinjak Matija De Luca, s katerim so nas zdravili uspešnemu letu 2018, bo pokazal čas. Še ostajamo v prazničnem razpoloženju. Vodimo vas namreč na jubilejno celovečerno prireditev v Semiški kulturni center. Člani folklorne skupine Dragatuš, ki že več kot 15 let v prazničnem decembru pripravljajo celovečerno prireditev v Črnomlju, letos obeležujejo 60-letnico njihove folklorne skupine. Jubilejno prireditev pa so pripravili v Semiškem kulturnem centru, saj sta oder in dvorana Črnomaljskega kulturnega doma premajhna in neprimerna za takšno prireditev in tako veliko skupino, ki sodi v vrh ne le belokranjske, ampak slovenske folklore.
enem dnevu so kar dvakrat napolnili dvorano Semiškega kulturnega centra in zbranim prikazali vso pestrost belokranjske kulturne dediščine. Jaz jih samo občudujem, da tak majhen kraj ima tako močno skupino in skupino, ki tudi lahko od sebe nekaj pokaže. Lahko se pri njej zgledujejo marsikateri tisti velike skupine, ki mislijo, kako so imenitne, pa niso tako imenitne. Program, sestavljen iz belokranjskih viž, petja in plesa, je oblikovalo preko 100 nastopajočih, ki so znova dokazali, da so izvrstni godci, plesalci in tudi pevci. Naša skupina je zvesta Beli krajini, mi ne gremo ven, mi ne bomo plesali štajerskih plesov, dolenjskih plesov, katerihkoli drugih plesov, ostajamo v Beli krajini, ker smo Belokranjci in bi radi to delali resnično dobro. Ker niso želeli prepevati in plesati le tradicionalnih, vsem dobro znanih belokranjskih pesmi in viž, so se v 90-ih letih lotili terenskih raziskav in ob pomoči etnokoreologa Mirka Ramovša na oder postavili plese osrednje Bele krajine iz konca 19. in začetka 20. stoletja, ter tako spremenili stereotip o folklorni podobi Bele krajine. In je prav, da so to naredili, ker so presekali neko tradicijo in šli korak naprej. Ogromno dela je bilo vloženega, se pravi vsa ta energija vložena v nove kostume, v nove plese, v nove viže gotčevske, vse to, kar je dalo to osrednjo Belo krajino, ki jo zdaj s ponosom predstavljamo in nekako je dopolnilo klasični Beli krajini, tako da mi smo še zmeraj Bela krajina, najrajši odplešamo kolo, najrajši odplešamo tudi na primer Migačo, ki je bolj osrednje belokrajinska. Tokrat pa so premierno predstavili tudi odrsko postavitev z naslovom Ples po Rudovih vižah. Mirko Ramovš je koreografijo pripravil na osnovi posnetka pokojnega godca Rudija Bukovca iz Kota pri Semiču.
je končno vendarle prava podoba Bele krajine, ne samo bela. Veste, potem to je bilo pretirano, pač zgodovina je to bila taka, ampak ni samo to, ne? Konec 19. stoletja so tudi v Beli krajini plesali polke in valčke in niso več nosili belih lanenih oblačil, dodaja Ramovš, ki ga navdušuje tudi to, da je v dragatuški folklorni skupini veliko mladih. Ker je zelo, zelo, zelo redko. Danes se te skupine folklorne so preveč, bi lahko rekel, upokojenske, ne? Preveč imajo upokojenske, postajajo, mladih je pa premalo. To se vidi, da skupina dela na tem, da ima mlade, ki bojo nadaljevali, ne, to tradicijo. Ne morajo samo stari, tukaj ne gre. Morajo biti od zadaj mladi, ki nadaljujejo to tradicijo in na tem dela Dragatuš. Začestitati. Kot pravi Leopold Perko, ki dragatuško folklorno skupino vodi že 30 let, je mlade uspeva pritegniti z kvalitetnim delom, z dobrim delom in pa moram reči, tudi malo skautingom na terenu. In tudi malo gledamo, kdo bi bil primeren mladotak v mlajših letih za našo skupino, ki bi nam popolno recimo kvaliteto dal dodatno in sprobamo privabiti našo skupino. Ki pa je ne sestavljajo več le dragatušci. Pritegnili so mlade, praktično širečanalske občine tudi drugod, ki imajo interes, ki imajo željo, ki imajo res voljo za to delo. Ob mladinski skupini, ki je že zrasla in se bo prihodnje leto pridružila odraslim plesalcem, so letos znova ustanovili tudi otroško folklorno skupino, v kateri vzgajajo svoj podmladek. Ponosni pa so, da jih tudi odrasli ne zapuščajo, o čemer pričajo tudi številne Maroltove značke, ki so jih podelili na tokratni prireditvi. Med njimi kar 24 zlatih za več kot 15-letno folklorno udejstvovanje. Marko Škala in Leopold Perko pa sta prejela častni znak Javnega sklada za kulturne dejavnosti za več kot 30-letno delo na folklornem področju. Še posebej pa so se zahvalili Anici in Martinu Matkoviču ter Zdenki Pestirc, ki so nepogrešljivi člani skupine že več kot 40 let. Sicer pa s ponosom povedo, da skupino vodi ekipa, ki že dolgo dela skupaj. Se pravi, imamo nek skupni cilj, katerega zasledujemo in peljemo in ne glede na mogoče tudi kakšne težave, ki se vmes zgodijo, ga speljemo do konca, tako da pridemo do tega, kar smo danes prikazali. Ob jubileju so izdali tudi zgoščenko Belokranjske sledi, na kateri so svoje mesto našle številne, že skoraj pozabljene, pa tudi dobro znane belokranjske pesmi in viže. Prvo so izdali o 50-letnici skupine. Obe dopolnjujeta to belokranjsko izročilo v vsej polnosti, bogatstvu in raznolikosti in to smo hoteli ponuditi Belokranjcem in pa slovenski folklori. Ne samo, da so dopolnili kostume, oblačila, ampak so dopolnili program in so dopolnili recimo tudi pesenski program in plesni program. Za svoje uspehe so prejeli že številna priznanja na folklornih revijah in mednarodnih folklornih festivalih. Tokrat pa so jim podelili jubilejno priznanje Javnega sklada za kulturne dejavnosti in priznanje Zveze ljudskih tradicijskih skupin Slovenije. Nas je seveda zanimalo, kakšni so njihovi načrti za prihodnost. Če smo v vseh teh letih našli energijo, verjamem, da bomo tudi v prihodnje našli nekaj inovativnega. Imamo tudi še nekje v predalih stvari, ki so že skoraj pozabljene, pa smo jih pred 20-30 leti zelo uspešno predstavljali na odrih. Znova jih bodo obudili, pravijo. Načrtujejo pa tudi nastope in gostovanja v tujini.
Ja, gostovanje vedno iščemo, kako atraktivno, zanimivo, ki bi skupini dalo tisti, bi rekel, neko kot darilo za vse delo, ampak tudi neko, da se pokažemo tudi na tujini, kar smo se že večkrat. Še naprej pa bodo negovali in utrjevali tudi prijateljstvo, ki je vezni člen njihove skupine. Brez tega prijateljstva skupini ne bi bilo. Ne bi šlo, ne bi prišli do tega nivoja, tudi do tega nastopa ne bi prišlo. Zaključili so ga s skupnim nastopom vseh članov folklorne skupine. Manjkali so le najmlajši. Tako smo z lepo belokranjsko pesmijo in ubranim petjem dragatuških folkloristov prišli do konca tokratnega belokranjskega obzornika, zadnjega v letu 2017. Ostane mi le še, da vam zaželim lepe božične praznike in vesel, razigran skok v novo leto, ki naj vam prinese vse dobro. Srečno!